Živjo punce! Mesec december je končno tukaj in to je tudi eden izmed mojih najljubših mesecev v celem letu. Ne samo zato, ker se dobro je takrat, ampak seveda tudi zaradi druženja s prijatelji, z družino in še bolj zaradi daril. Ja, jaz sem prejšnji teden prišla iz Pariza in nakupila sem kar nekaj zanimivih stvari, zato sem mislila, da vam bi danes pokazala delček mojega Pariza in seveda, da boste uživali. Torej, darilca iz Pariza. Začnimo! Prvi postanek v Parizu je bil v Sephori. Najbolj sem se seveda razveselila od vseh trgovin, ker je pač pri nas ni. In ja, Sephora ponuja res širok izbor kozmetičnih izdelkov. In ja, poglejmo, kaj sem nakupila. L'Oreal je ena izmed mojih najljubših znamk in ja, res ogromna izbira me je takoj navdušila. Kupila sem si tale puder, ki sem si ga želela že dlje časa stestirati in sicer gre za L'Orealov True Match, tudi pri nas se ga dobi. Je pa seveda v Franciji nepojemljiv večji in širši izbor vseh izdelkov in tudi odtenki so tako, jih je malo morje, zato sem vesela, da sem našla tistega svojega. V odtenku Golden Toffee je tale moj True Match in ja, pri nas ga tega odtenka žal ne delajo. In druga zadevica je pa Nude Magique Eau de Tint. Je pa dejansko taka, tako kot voda, dejansko gre za teksturo kot voda in je pač obarvana, tako taka zelo lahka tekstura in tudi, ko se jo da na obraz, se takoj zlije s kožo. Tako da res, idealna podlaga za takrat, kadar želimo mogoče športati ali pa, ne vem, preprosto moramo sam kam skočiti pa nočemo gledati, kot da smo se preveč trudile z našimi ličili. Tako da tega se pri nas ne dobi, ampak če boš kdaj v tujini, definitivno priporočam. Sem pa v odtenku 170 Natural. Ja? Torej, te dve zadevci in sem vesela, da sem jih vzela. Sem vesela, da sem si jih vzela. Replika Leia, oziroma tekstopistka. Se reče tako. Let's move on! Druga zadeva je Daily Makeup Brush Cleanser. Tudi verjetno se te zadevce dobijo pri nas, ampak sem si želela stestirati njihovega. Dejansko, kar se naredi, je po vsaki uporabi se pošprica torej čopič se pošprica z tem klenzerjem, se obriše v robček in se počaka, da se posuši. Ko uporabljamo čopiče, se moramo zavedati, da je treba čopiče tudi razkužiti in to ta zadeva naredi. Torej, ta klenzler vsebuje tudi alkohol, ki odstrani vse bakterije, ki se naberejo na površini naših čopičev. Tako da, to je definitivno stvar, ki je must, ko uporabljamo čopiče. Naslednja zadeva je tale čopič od Sam & Nick Chapman. Gre za čopič od Real Technique. Verjamem, da ga punce, ki se ukvarjate z make-upom, da ste že slišali za te zadeve, oziroma za te čopiče, ker dejansko njuni čopiči slovijo kot številka, če ne ena, pa definitivno so v samem vrhu po zadovoljivosti uporabnic. Tako da ja, definitivno, jaz sem vzela Stippling Brush, to je za takrat, ko združimo vse skupaj, ko malo zablendamo, kar smo naredile pri ličkih, oziroma če smo imeli bronzing, contouring, pač zabrišemo vse te ostre linije, da se prelije vse skupaj v eno. Tako da definitivno se ga veselim uporabljati in ja, vas bom obvestila, kako sem zadovoljna. In zadnja stvar iz Sephore je tale maskica. Zagrabila sem jo na poti k blagajni in se jo veselim sprobati, zaradi tega, ker maske njihove veljajo za tako izredno dobre. Ne samo, da so cute pakirane, takole v takem mehurčku, ampak dejansko ja, pravijo, da so izredno kakovostne. Tale moja maska je od, kar naredi, je Mattifying and Anti-Blemish. Tako da jaz imam par teh variant za, se pravi, par nekih teh madežkov in pa tudi moja koža je masna. Tako da Mattifying, it's always good. Tako da ja, toliko iz Sephore. Sem se kar zadržvala, čisto iskreno, zaradi tega, ker tam je vse tako lepo lično postavljeno, lepe punce strežejo oziroma ti želijo pomagati in ja, je pa seveda vse zelo drago, ker imajo high-end produkte.
Mac. Že nekaj časa sem si želela kupiti nekaj iz Maca, ker vse te vlogerke, katere spremljam, seveda so fanice te kozmetične hiše in Mac slovi po svojih šminkah v neskončnih odtenkih jih imajo, od matte variant do tistih satenastih finišov. Kratka, izbor je res fenomenalen in jaz sem vzela dve čudoviti šminki. Prva je tale, ki jo imam zdaj trenutno tudi na svojih ustih, čudovita za december, čudovito odtenk rdeče in vesela sem, da sem jo vzela, čisto iskreno, ker toliko popolnega odtenka še nikoli nisem imela. Čudovita rdeča, ni mat, je sadenast finiš in, kako jo bom povedala, res izredno pigmentirana, tako kot Mac pač slovi in izredno dolgo obstojna, tako s čudovitim vonjem šminka. Tako da, definitivno dobra investicija. Druga šminkica je pa v nude odtenku. Nude šminkice so izredno popularne to leto, in upam, da bo naslednjo leto, v odtenku Velvet Teddy. In sicer je ravno toliko, da se vidi na mojih ustih, torej ni presvetla in že gre proti bolj rjavkastim tonom, kar je sploh odkar Kylie Jenner nos, tako zadevo, izredno popularen. Tako da, evo, je pa takale. Velvet Teddy. Odtenk tele rdeče šminke, če se bo katera spraševala, je Mac Red, ok? Mac Red. Tako da, ja, to sta moji dve šminki. Vsaka je prišla 18 € še neki, približno 19 €, tako da definitivno izredno drage šminke, ampak hkrati tudi vredno svojega denarja. Naslednja zadeva, ki sem si jo privoščila v Macu, je njihov Prep and Prime, torej Fix Plus, bolj poznan kot Fix Plus. Pride prav sploh za tiste punce, ki vsakodnevno posegajo po make-upu, kar naredi lahko predpripravo pred make-upom, torej preden damo puder gor in vse zadeve, ali pa potem za sam finiš, da nam make-up učvrsti. Torej, ko naredimo, ko zaključimo, se sam takole pošpricamo. Nisem se še navadila čist na ta občutek, ampak ja, dejansko prijetnega vonja in podaljša obstojnost samih ličil. In pa zadnja zadeva, za katero sem bila pripravljena odšteti denar, je tale senčka v odtenku Blush All Day. Ja, Blush All Day je en tak klasičen njihov odtenk, mislim, da je tudi bestseller. Ni rozkast in ni preveč rdeč, tako da pride zelo tako naravno, kot da smo pač slučajno malo zardele, ker smo zagledale enega cute fanta. Kar je še od ličil iz Pariza, sta te dve zadevci, obe iz H&M-a. Njihov H&M je trikrat večji od našega v BTC-ju in ja, izbor ličil je tudi fenomenalen. Izbrala sem si eno rdečilo, Make Me Blush Blusher v odtenku Sweet Rose in pa senčnik za obrvi v odtenku Dark Brown. Tako da cene v H&M-u, pa tako vemo, so vedno ok. To mislim, da je vse od ličil. Ja, nisem kupila preveč, kupila sem res tiste zadeve, katere so mi bile tako, da sem si jih že dolgo časa želela, oziroma za tiste, za katere sem vedela, da me ne bodo razočarali. Na letališču sem kupila še od Body Shopa Coconut Body Milk, dejansko I love Body Shop in tale mlekac je sicer bolj primeren recimo za poletje, ker konec koncev kokos je vonj, ki ustreza za poletje, ampak tekstura, no in pa tudi sam vonj, pa kaj če je kokos. Mislim, diši fenomenalno, razmaže se vrhunsko, upije se hiter, tako da definitivno sem številka 1 fanica Body Shopa in ja, na letališču nimajo davka, tako da me je prišel izredno pocen. Mislim, da je to vse, kar sem kupila od ličil. Sem pa kupila tudi nekaj izredno lepega in vam pokažem takoj. O moj bog. Takoj, ko sem jih zagledala, sem se spomnila na pepelko, ne vem zakaj, na tako pariško pepelko in definitivno sem jih mogla takoj imeti. Rdeča barva z zlatimi detajli in ne vem, preprosto izgledajo damski, elegantni, za kakšno tako malo bolj posebno priložnost ali pa čisto vsak dan, kakor se bom počutila in izredno udobni so, ker se pa nisem mogla odločiti, v kateri barvi jih naj vzamem, oziroma ker
Rdeča, ja, je taka klasična, ampak črna je še bolj klasična skoraj, ne. Tako da sem se odločila še za črne. Dejansko nisem jih mogla pustiti tam v trgovini in ja, kupila sem jih 4 pare. Torej, še 2 rdeče in 1 črne. Za svojo mamo in še za taščo in obe sta bile nad darilcem navdušeni. Tako da ja, moji čeveljčki so vam všeč, en je pa padel. Kako so lepi. Moji ste, prav, moji. In ja, mogoče vam pokažem še eno zadevco, to je pa iz Trsta, ne iz Pariza. In sicer, če boš v bližnji prihodnosti v Trstu, definitivno zavij v Kiko, znaš, Kikota. To je njihova... Kiko je italijanska znamka, izredno ugodne cene za fenomenalno kakovost. Mislim, da malo kopirajo Mac. Dejansko, poglejmo, primerjava šminkic, že zapakirane so tako kot od Maca, ampak kar sploh ni važno. Pigmentacija je fenomenalna, fantastična, cena pa 3-krat nižja. Tako da ja, kupila sem tole šminkico v takem nude odtenku. In tudi izredno pigmentirana, to je en sloj, da se jo seveda tudi nabildati. In zelo kremasta, zelo taka prijetna za nositi in definitivno, wow, Kiko me vedno znova navduši, karkoli kupam. Potem sem kupila še ostale neke zadevce, ki niso za zdaj pomembne, da tale video ne bo predolg. In ja, mislim, da je to vse, kar sem vam želela pokazati. Vsekakor sem želela z vami deliti en delček svojega Pariza in sem mislila, da vas bi ta delček, torej nakupi, utegnili najbolj zanimati. Definitivno prečekirajte mojo Facebook page, če jo še niste, ker se bo dogajalo v prihodnosti ogromno enih nagradnih iger in bi želela, da seveda sodeluješ tudi ti v njih, mogoče postaneš zmagovalka katere od njih. Sled me tudi na Instagramu, Lepa Afna, in seveda, če se še nisi, obvezno se naroči na tale kanalček, da te obvestim, ko bo naslednja video vsebina uploadana. To je vse za zdaj. Čas je za poljubček, ta pride čisto vedno, ne? In se gledamo naslednjič. Čau!